Župan občine Turnišče, Borut Horvat, dober dan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, lepo pozdravljam v občini Turnišče. Pogovarjamo se malo pred občinskim praznikom občine Turnišče, sicer pa je bilo letošnje leto za občino Turnišče kar precej pestro. Ne samo o pozitivnem smislu vemo, da ste imeli hudo neurje in tudi razdejanje po občini in sami ste za en medij dejali, da so žal poplave oziroma sanacija po poplavah odplavile pomoč po neurjih prav v občini Turnišče. Ja, nekako smo potem tudi pričakovali, glede na to, da nas je obiskal tudi minister za šolstvo, glede same odkritje strehe, da bo pač pomagali pri sanaciji. Niso sicer direktno obljubili, ampak skozi interventno zakonodajo. Upanje še vedno z te strani obstaja, bom rekel, ampak nekako smo pa le pričakovali, da bo le to hitrejše. Jaz se zavedam tega, da so pač te poplave povzročile dodatno škodo, ki je dejansko presegla vse zmožnosti oziroma meje, bom rekel, finančnega okvirja. Prav tako pa nekako ostaja to preokus razočaranja, glede na to, pač, kar smo pričakovali, da bo hitreje se odvijalo, se pravi sami postopki, kot tudi povračilo škode. To moram poudariti, da smo res intervencijske stroške, ki smo jih uveljavljali, dobili poplačane zelo hitro, se pravi teh 77.615 evrov. Smo pa malo bili tudi tukaj sedaj razočarani, glede tega, da so pač pri poplavah zajeli širše obdobje, se pravi, in nekako smo tudi pričakovali, da bo to obdobje razvlečeno dlje časa, se pravi, moramo se zavedati, da tudi stroški niso nastali samo tisti 13. in 14. julij, ampak tudi sedaj so še stroški, se pravi, mi smo takrat to vse, kar je odkrilo, se pravi, kritino z vsemi drugimi materiali odstranili na začasno deponijo in to je tudi potrebno sedaj razsortirati, ker takih odpadkov, ki niso razsortirani, žal nihče noče sprejeti. Tudi določen del sredstev smo morali sami primakniti k intervencijskim stroškom, ravno z tega stališča, ker je nemogoče v 2 dneh odpraviti vse posledice, pa potem tudi v 2 dneh uveljavljati vso škodo, ki je bila povzročena. Nekako smo pričakovali, da bo to obdobje širše, daljše in da bodo tudi ti stroški zajeti. Na kakšno časovno obdobje lahko računamo, da bi bilo, zdaj po zadnjih podatkih, da bi bila streha na šoli obnovljena, konec koncev smo tik pred zimo oziroma jesenskim deževjem, zadeva ni enostavna. Ja, seveda, kot ste imeli, zadeva ni enostavna. Nekako smo zdaj pripeljali postopke do tega, da pač smo šli v zasnovo nove strehe. Zavedamo se, da ta zasnova nove strehe sigurno ne bo letos realizirana. Zaradi tega smo že ob sami sanaciji začasno pokrili ta del, se pravi novi del šole, ki ga je odkrilo, medtem ko stari del šole je dejansko potrgalo vse nosilce, jo premaknilo za 10 do 15 cm, tako da je tudi ta streha neuporabna, vendar trenutno bo še preživela zimo, se pravi, tako da ne bomo jo odkrivali pred zimo, ampak bomo pripravili vso dokumentacijo, nekako se nagibamo v smislu, da se zasnova streha komplet zasnova naredi na novo, se pravi, da se naredi en del ravne strehe, da ne bi potem imeli toliko problemov z samimi neurji, ker zdaj moramo zavedati se, da je to že drugič odkrilo, se pravi, točno na isti datum, na isti dan, kot je bilo to pred 7 leti in nekako si jaz več ne upam kot župan, pa tudi kot občinska uprava, dati isto zasnovo strehe spet na to stavbo. Seveda pa moramo nekako tudi zimo, se pravi, zaščititi to streho na novem delu. Zaradi tega smo tudi sedaj se odločili, da bomo začasno pokrili to streho z pločevino, se pravi nazaj s pločevino brez izolacije, se pravi toliko, da zagotovimo normalno, da šola preživi, če lahko tako rečem, zimske razmere in potem, ko pridobimo vsa soglasja, vse dovoljenja, se pravi gradbeno dovoljenje, izberemo izvajalca preko javnega razpisa, potem pristopimo k sanaciji, se pravi temeljiti sanaciji strehe osnovne šole. Zdaj, če greva od teh malce manj prijetnih dogodkov, ki so zaznamovali letošnje poletje in zgodnjo jesen kar precej, in pogledava nazaj, imate v Turnišču pestro, ampak zares pestro društveno dogajanje. Če pogledamo nazaj v Varaškem listu, ste praznovali 100 let prostovoljnega gasilskega društva Turnišče, potem dejavnosti Rdečega zvončka in še bi lahko naštevala. Tako Turnišče je občina, ki pravzaprav živi z vsemi krajevnimi skupnostmi, ki spadajo zraven seveda. Ja, res je, kot ste poudarili, dejansko smo imeli v letošnjem letu 2 jubileja, ki so se praznovala poleg 100-letnice prostovoljnega gasilskega društva Turnišče, nekako tudi 90 let prostovoljnega gasilskega društva Renkovci.
prejšnjem letu prostovoljno gasilsko društvo Gomilica 90 let, tako da kar društvo dolgo časa že deluje, je kar dosti društev, kar pestro dogajanje, skoraj vsak teden se dogaja, petek, soboto, nedeljo skoraj nekaj v turnišču, tako da nihče ne more reči, da se nič ne dogaja, ampak seveda moraš pa priti ven na ta dogodek, se pokazati oziroma priti pa se družiti z ljudmi, ne. Tudi lahko vem sam v svojem osebnem imenu je kar težko, naporno vse te dogodke obiskovati, ampak z veseljem grem na te dogodke, kamor sem seveda povabljen, ker tudi potem nekako izkažem spoštovanje in pa tako priznanje tudi tem društvom, da se trudijo, da nekaj počnejo v občini Turnišče. Infrastruktura se prav tako pospešeno gradi, nove stanovanjske zgradbe ste pravzaprav prodali v rekordnem času, lahko pravimo, in načrtovane so že nove, tako da je interes za življenje v občini Turnišče in to kaže na dobro delo občinske uprave oziroma občine in na interes ljudi, da se preselijo v Turnišče. Ja, res je, kot ste omenili, dejansko stanovanjsko naselje Paseke, tu moram dati, da je zasebni investitor, tudi v rekordnem času dejansko prodal vsa stanovanja, ki so bila na voljo, nekako si želi in oziroma se dogovarja z naslednjimi lastniki za širitev tega naselja, upamo, da se bodo dogovorili. To moram reči, da občina sodeluje le z komunalno opremljenostjo, se pravi z cestami, z komunalno infrastrukturo, vse ostalo pa potem investira investitor. Zdaj tudi tukaj imamo še drugega investitorja, ki bo gradil blok v Turnišču, se pravi poleg vrtca. Tudi tu nekako pričakujemo, da bi nekako v roku tega enega leta pridobil vso potrebno dokumentacijo. Zdaj moram povedati, da je vložil vlogo že za gradbeno dovoljenje, seveda pa je sedaj odvisno od tistega, ki izdaja gradbeno dovoljenje, v kakšnem času bo to izgrajeno. Res je pa tudi problem v tem, da je čedalje več ljudi povprašuje direktno na občini, kar so sladki problemi, jaz temu rečem. Po stanovanjih, če bi jih še imeli sigurno, kakih 100 bi verjetno tudi zdaj v tem trenutku jih prodali. Zaradi tega tudi spreminjamo občinski prostorski načrt, se pravi nekako smo pred koncem postopka sprememb občinskega prostorskega načrta, kjer tudi malo dejansko pomagamo pri samih investicijah z, malo bomo rekli, blažjo zakonodajo. Jaz upam, da bo tudi ministrstva, različna ministrstva to prepoznala, da je to pomembno, da se ohrani podeželje, da tudi podeželje živi, ne samo mesta in pa središče. Nekako je pa k temu tudi jaz rečem, da je tudi ta izvoz z avtoceste zelo privlačen, pa potem tudi vsa infrastruktura, ki jo imamo na voljo. Se pravi vrtec, šola, zdravstvena postaja, trgovine, tako da tudi to potem pripomore k sami kakovosti življenja. Ko ste že menili, tudi vlagamo v komunalno infrastrukturo, ne samo v teh stanovanjske hiše, da tudi dokončujemo oziroma dokončuje se projekt v komunalne ureditve romskega naselja. Tudi tu smo bili uspešni dejansko na razpisu in nekako skozi celo leto poskušamo sredstva, ki jih imamo na razpolago, potem vlagati v samo boljšo kvaliteto življenja naših občank in občanov. Zdaj vteka največja investicija, to je rekonstrukcija čistilne naprave. Res je, da bi že morala biti dokončana, vendar zaradi različnih objektivnih razlogov se je podaljšalo samo izvajanje investicije. Malo je k temu vplival tudi dejansko to pol-covidni čas, zastoji pri dobavi določene opreme, ki je bila nujno potrebna. Zato moram poudariti, da smo mi ves čas delovanja, da je delovala tudi stara čistilna naprava, kljub temu, da se na istem mestu gradi, se pravi sporedno smo potem gradili in tudi zaradi tega določen zamik, ker smo morali pač določeno fazo same rekonstrukcije dokončati, da smo lahko nadaljevali z drugo fazo. Borut Horvat, kot župan, vas vprašam, spomnim se, kdaj ste bili izvoljeni, zdaj ste drugi mandat župan v občini Turnišče in če pogledate tako nazaj, bom rekel, da se je precej premaknilo v teh letih, ko ni bilo ravno najbolj enostavno krmariti skozi ta čas. Ja, bili so določeni izzivi, se pravi, včasih so bili malo bolj spolni, včasih so bili tudi padci. Jaz upam, da bodo tudi to prepoznali volilke in volilci, da se je nekaj premaknilo v Turnišču, načrtov je še polno, upamo, da bomo jih lahko do konca tega mandata uresničili. Tako da želimo vsi, da bi te načrte, ki smo jih zastavili v teh 3 letih preostanka mandata, še dejansko dokončali in nekako potem tudi zastavili ali za morebitno nadaljevanje, ali pa tudi ponučen komu drugemu, ki bo prišel za mano, da bo lahko nadaljeval z razvojem občine Turnišče. To vprašanje je bilo čisto namenoma postavljeno, kajti 16. novembra boste praznovali občinski praznik, čeprav bo praznovanje potem 19. novembra. Kako ste si zastavili in kaj bi radi sporočili gledalkam in gledalcem ob tem občinskem prazniku?
Je vsekakor, kot ste podali, 16. novembra praznuje občina Turnišče svoj občinski praznik, ko je bila prva pisna omemba kraja Turnišče, oziroma takrat poimenovanega Črnec, ko so se spravili dve grohovski rodbini v cerkvi Marije Nebovzete, se pravi takrat Marije pod Črncem. Nekako sporočilo je, da smo dejansko z samostojno občino pridobili določen potencial razvoja. Zdaj, koliko smo ga izkoristili do sedaj, to pač presodili občanke in občani. Jaz mislim, da smo napredovali na vseh področjih in se trudimo še naprej, da nekako zagotovimo boljše življenje, kakovostno življenje v občini Turnišče. Seveda je to odvisno od finančnih sredstev, ki jih imamo na razpolago. Nekako vsi želimo, da bi čim več bilo teh razpisov, na katere bi lahko potem kandidirali. Seveda pa okrog tudi samega občinskega praznika se dogaja pač pestro tistem tednu, se pravi lahko izpostavim dejansko že tradicionalno, da Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče pripravlja občan strelja, se pravi to je tekmovanje za amaterske strelce, se pravi iz občine Turnišče, ki se lahko potem tudi na strelišču pomerijo in preizkusijo svoje sposobnosti, medtem ko zdaj že moram reči tudi povedati tradicionalno, društvo upokojencev sodeluje v tem času z turnirjem v Balini oziroma v kegljanju na vrvici. In ne nazadnje, če želi občina katerekoli že dobro živeti, je potrebno gospodarstvo. Ste zadovoljni s trenutnim gospodarskim stanjem ali bi si želeli, jasno, vsi si želimo spremembe na boljše, ampak če oceniva ta trenutek? Zdaj, potenciali sigurno še niso izkoriščeni v celoti. Se pravi, kot sem že prej omenil, čakamo tudi skozi občinski prostorski načrt, tudi dve večji investiciji, ki dejansko sedaj stojita in bosta potem z tem, ko bo sprejeti nov občinski prostorski načrt, tudi lahko se razvijali. Poleg tega še vedno nas muči ta naša tovarna avtomobilov, se pravi električnih avtomobilov. Seveda tu imamo velik problem, velik zastoj, zaradi tega, ker je prišla pritožba na daljnovod Murska Sobota-Lendava in dejansko celotna zadeva stoji na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tudi tukaj si želimo aktivnejše vloge države, tudi aktivnejše vloge Pomurja, kar smo dejansko tudi na predzadnjem sosvetu, oziroma na svetu regije tudi izpostavili, tudi posredovali. Tu moram poudariti, da smo kar dosti energije vložili v prepričevanje samega Elektra Maribor kot investitorja, tudi potem, da dejansko določene postopki se pohitrijo oziroma da se poskuša nekako ta zastoj odpraviti. Dejansko nam stoji zelo velika investicija, tudi v gospodarski coni sedaj dejansko ni zapolnjeno to mesto, ki bi lahko že sedaj bilo zapolnjeno in nekako se ta investicija potem vedno samo odmika. In zaradi tega ravno vsi želimo, da se ta daljnovod, ki ni samo pomemben za to gospodarsko cono, tudi za naše prebivalke in prebivalce pomemben. Če govorimo o zeleni energiji, potem težave že naši prebivalke in prebivalci imajo z namestitvijo fotovoltaike, se pravi ne dobijo soglasje oziroma dobijo soglasje za postavitev dosti manjših kapacitet, kot bi jih lahko postavili, ampak je seveda to odvisno od razvijenosti omrežja. Zato moram reči, da se tudi za Elektro Maribor, to je enoto v Murski Soboti, trudimo, da določene stvari izboljšamo, koliko se pač ob trenutnem razvijenosti da. Seveda pa bo ta daljnovod tudi potem neki gradnik za naprej za razvoj, tudi ti dve podjetji, ki zaenkrat še ne bom obelodanil, kateri še želita širiti, bosta potrebovali dodatno električno energijo in tudi čakata dejansko na ta daljnovod. Tako da lahko zremo v prihodnost relativno optimistično in seveda ob občinskem prazniku ne samo optimistično, če pogledava tja proti koncu leta, se bo veliko stvari še zvrstilo. Vsekakor se bo veliko stvari še zvrstilo, ob tej bi tudi izrazil, oziroma izkoristil to priložnost, da bi tudi čestital našim občankam in občanom občinskem prazniku in jih povabil, da se 19. novembra udeležijo proslave, ki bo v telovadnici Osnovne šole Turnišče. In če človek pogleda tudi na vaše vabila za občinske seje, moramo reči, da je relativno neproblematično. Ja, moram povedati, da je kar velika mera sodelovanja svetnic in svetnikov, tudi jaz vedno izpostavljam na prvih sejah, da pač nismo tukaj kot predstavniki posameznih političnih opcij, ampak smo zaradi tega bili izvoljeni, da skupaj delamo za dobrobit naših občank in občanov. In tega se tudi poskušam celoten mandat držati. Zdaj pač včasih so različna mnenja, kar je zelo dobro, tudi so včasih različne ideje, kar potem tudi pomeni, da tudi širina idej, iz te širine idej lahko razbereš tiste, ki so zelo pomembne, ki so mogoče malo manj pomembne, ampak so vse tiste, katere jih je potrebno potem v nadaljevanju uresničevati.
Vse dobro vam in občinskemu svetu, seveda tudi v prihodnje. Občankam in občanom občine Turnišče pa vse dobro ob občinskem prazniku. Hvala lepa.